V letu 2016 so sanirali del grajskega obzidja, ki se je v letu 2015 porušil. Toda obzidje je v celoti v izredno slabem stanju. Za lansko leto, se pravi v letu 2017, je bila predvidena nadaljna sanacija. Predvideno je bilo, da bosta sanirana dva dela grajskega obzidja. Prav tako je bilo izvedeno javno naročilo, ki ga je izvedlo Ministrstvo za kulturo. Žal pa do realizacije ni prišlo, kolikor je nam znano, zaradi določenih zapletov pri javnem naročilu. Ministrstvo za kulturo je tako ponovilo javno naročilo in ga zaključilo 15. maja letos. In v tem trenutku pa še nimamo podatka, ali je bil izbran primeren ponudnik, izvajalec oziroma ne. Mislim pa, da še je postopek potekel. Kakorkoli, mi upamo, da se bo sanacija v kratkem nadaljevala. Zaradi pokanja obzidja pa naj bi odstranili tudi drevesa, ki so rasla ob vznožju hriba. Zemlja zaradi takšnega posega lahko začne polzeti. Absolutno ga treba sanirati. Zdaj strokovne ocene na nek način tudi govori o tem, da je do poškodb tega obzidja prišlo zaradi te podrasti bršljana in teh korenin, ki so to seveda počasi to obzidje poškodovale. Zdaj, zgovarjati se na to, da je zdaj do poškodb prišlo zaradi tega, ker so bila odstranjena drevesa, bom rekel, kar velik del stroke seveda se s tem ne strinja. Lastnik celotnega kompleksa je Ministrstvo za kulturo, ki bi v letošnjem letu moral zagotoviti obnovo 30 metrov potrtega in razpokanega obzidja. Jaz ocenjujem, da ta sanacija je izjemno nujna, zelo potrebna. Potrebno bo zagotoviti sredstva iz državnega proračuna, torej pritisniti na Ministrstvo za kulturo, da ta sredstva zagotovi, da jih zagotovi v takšni meri, da bo ta sanacija lahko upravljena v enem mahu ali pa v najkrajšem možnem času, zaradi tega, ker če bomo dovolili, da se to začne še dalje krhati in podirati, potem so v nevarnosti tudi vsi prebivalci pod gradom. Grajski kompleks je spomenik državnega pomena, zahteva redno vzdrževanje in številne naložbe. Po prvih cenitvah naj bi investicija znašala med 200 in 300 tisoč evri. Postavlja se vprašanje, kdaj in kako jih bodo zagotovili.